En lep pozdrav. Danes imamo en tak zelo, zelo zanimiv video o davkih in kriptu in pravu in računovodstvu. V glavnem pogovarjala se bom s strokovnjakom, Gregorjem Verbajsom, odvetnikom, ki ima te stvari vse čez in jih razume. Sem pa dobila priporočilo v bistvu od Roberta Roliha, ki je pač naš donator, sponzor in nam pomaga v bistvu pri društvu, tako da sem se obrnila lahko na pravega strokovnjaka. Pa bi, Gregor, vas lepo prosila, a se lahko še malo nam predstavite, kdo ste, kaj počnete? Ja, lep pozdrav najprej. Jaz sem odvetnik, ukvarjam se pač pretežno gospodarsko civilno pravo. V nekem trenutku pa seveda pač neizogibno je ta, bom rekel, blockchain tehnologija in skupnost nekako že prodira brkane v vsazga, tako da sem tudi jaz nočem pač se s tem seznanil. Predvsem z pravnega vidika, potem pač davčnega in pa tudi osebno pač se s tem sam nekaj ukvarjam, tako da sem se pač tega lotil. Potem pa tudi glede na to, da je tega kar nekaj vprašanj, pač pišem blog gregorverbajs.si, kjer je glede tega kar nekaj že napisanega, kjer probam predvsem praktično pojasniti, pa dati neka konkretna navodila ali pa nasvete, pač kaj pa kako se obrniti. To je v bistvu to. No, super. Ja, spodaj v opisu pač bom dala tudi vaše podatke in kje vas dobijo, pa blog, tako da lahko si pogledate, poiščete, vi se ukvarjate, se pravi, ste odvetnik in pa imate tudi računovodstvo, sem prav razumela. Računovodski del sem, bom rekel, raziskoval oziroma sva skupaj s kolegico z Katarino iz Vizije računovodstva preštudirala, bom rekel, trenutno veljavno zakonodajo oziroma možnosti računovodenja teh kriptovalut in sva glede tega potem tudi napisala pa skupaj nek članek, ki ga tudi dobijo na blogu. Nekaj sem pa tudi v knjigi, ki sem jo napisal, pač glede tega omenil. Predvsem mogoče bolj pravni del, računovodski del, pa pač sva potem skupaj raziskvala. No, to je fino, lahko tudi napotite naprej, zato ker jaz sem iskala v bistvu računovodstvo, pa kdorkoli bi res razumel kripto v Sloveniji in nisem naletela ravno v bistvu ni to področje v Sloveniji še pokrito zelo dobro, kar se kripta tiče. Mogoče, če bi za začetek pravno ureditev kriptovalut nam mogoče malo razložili? Ja, zdaj mogoče lahko tako začneva, da ta kripto trg ali pa, bom rekel, blockchain področje je zelo neregulirano. Zdaj same kriptovalute, sicer mi rečemo pravno, so neke digitalne, virtualne valute, ki uporabljajo neko kriptografijo. Niso, bom rekel, kot neko uradno plačilno sredstvo, ker ga pač ne priznava, Banka Slovenije, ni pač zakonsko reguliran, niti nimamo nekega, bom rekel, reguliranega nadzora. Ampak kljub temu, bom pa rekel, se pa tretira kot neko menjalno sredstvo. Se pravi, imamo zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki pa je določil v bistvu kriptovaluto kot neko menjalno sredstvo. In sicer kot neko digitalno obliko vrednosti, ki se ne izdaja in zanjo ne jamči, bom rekel, centralna banka, niti kakšen javni organ, ampak jo kljub temu pač fizične pravne osebe sprejemajo kot neko menjalno sredstvo. To je pač taka, bom rekel, neka okvirna definicija. Če smem samo vmes, recimo jaz sem s tem plačala žemljice v Mercatorju, se pravi, to je v bistvu z bitcoinom, pač gor sem imela bitcoin, pa z Ethereumom sem plačala, pa z BNB-jem sem tudi lahko plačala in to je zdaj kako tretirano pri nas kot menjalno sredstvo ali kako? Trenutno Binance je pa menjalnica, se pravi, to je Binance kartica. Poznam to Viso, Binance kartico, tudi sam jo imam, tako da trenutno je tako, da se seveda pač naloži gor neko kriptovaluto in se s tem plačuje in je to po trenutnih predpisih seveda neobdavčeno oziroma je to pač prosto uporabljiv.
bova pa potem videla naprej, da verjetno se pa pač v prihodnosti bo to spremenilo, če bo zakon, ki je pač nek v predlogu trenutno sprejet, ne. Tako da ja, se pravi, imamo recimo tudi situacijo, da so pa ne vem, kaj je Salvador pa Srednja Afriška republika so pa sprejele Bitcoin kot zakonito plačilno sredstvo, ne. Ja. Tako da jaz mislim, da dolgoročno je v tej tehnologiji, bom rekel, blockchain velika prihodnost, ne. Pač to verjetno vi poznate bolj kaj jaz, ko to bolj zunanje opazujem, ampak glede na vse, kar vidim, preberem, slišim, je en kup projektov, ki poteka na blockchainu in se razvijajo in bo verjetno prej kasneje to nek nov internet, če rečemo na narekovajih, ne. Predvsem zato, ker vidim recimo pri mladih, ne, mogoče jaz sicer nisem star, ne, ampak sem tista generacija, ki sem se mogel, bom rekel, naučiti te zadeve, recimo pri mladih. Jaz pa sploh. Ja, oni so pa rasli s tem. Plus. Ja. Tako da pravim, pri mladih je pa to nekaj normalnega, ne, pač ja, valjda vsak ima neko virtualno valuto, nekim odprt nekaj in s tem rastejo in oni čisto drugače dojemajo, bom rekel, tudi to regulacijo, regulativo vseh teh stvari, ne. Tako da ja, pač imamo zaenkrat neko menjalno sredstvo pravno ovrednoteno, ampak vsi ga nekako sprejemajo, ni pa zdaj to, bom rekel, še čisto definirano kot neko plačilno sredstvo, pa čisto regulirano. Kaj pa te transakcije v bistvu peer-to-peer, ne, se pravi človek, person to person, se pravi jaz imam svojo denarnico, decentralizirano in pošljem na drugo denarnico. Ja, to je mogoče zdaj tako, da če greva zdaj, pa deva, ja, kar štartati najbolj, da greva to, kar ste že omenili. V praksi se mogoče, pa zdaj tisti, ki se ukvarja bolj s tem, niti tega mogoče ne zazna, ampak narobe se dojemajo, bom rekel, te neke pametne pogodbe, ne. No, seveda, vi imate na neki denarnici recimo neko kriptovaluto, jo prenesete na drugo denarnico in se glede te transakcije oziroma prenosa sploh ne ukvarjate z vprašanjem, kakšen pravni posel je narejen, ne, oziroma na kakšni pravni podlagi je bilo to preneseno. In tukaj smo imeli tudi pravniki, bom rekel, kar nekaj debat, predvsem s kolegi smo imeli, pač bom rekel, dosti različna stališča, ki so rekli, ja, se zdaj imamo mi pametne pogodbe in na podlagi pametnih pogodb se vse to avtomatsko naredi, pa se prenese z ene denarnice na drugo in tako naprej. Se rekel, ja, ampak kaj pa so pametne pogodbe, ne? To dejansko so algoritmi, ne. Ja, tako. In sem rekel, da pač, če pa gledamo mi zdaj praktično prenos nekega premoženja iz ene osebe na drugega, ne, pa trčimo, bom rekel, neka pravila pravna, ki pa veljajo. In recimo sploh zelo nazoren primer so recimo zakonci, ne, ali pa zunajzakonski partnerji, ali pa recimo starši, otroci in tako naprej. Ker ta razmerje recimo pa ureja zakonodaja in seveda, če recimo zakonec prenese na drugega zakonca nekaj vprašanje, a je to, ne vem, razdelitev skupnega premoženja, ali je to darilo, in potem tudi zavezuje, se pravi, te prenosi, v bistvu jih zavezujejo tudi oblika, ne, se pravi, te pogodbe morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa, ne, ker zakon izrecno pravi, zakon o notariatu, da premoženjska razmerja, ki jih urejajo zakonci pa partnerji, morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa, ki je namen v tem, da se jih pojasni pa opozori na vse posledice, ne. In zato se pravi, vedno, ko se nekaj prenaša, ne, je ta prenos treba nekako pravno ovrednotiti, ne. In zato v praksi, recimo, jaz sem kar nekaj člankov sem glede tega pisal in tudi sem kar nekaj prenosov, bom rekel, kriptovalut med zakoncema pa zunajzakonskima partnerja, ne. Ker zelo navaren je, no, bom rekel tako, da če vi, mislim, na prvo žogo, odkje sploh nastal ta problem, ne. Problem je nastal v tem, da pač me enkrat en klical, in rekel, ja, jaz sem pa moji ženi prenesel toliko bitcoinov, ne, zdaj ima ona to na svoji denarnici, ne. Sem rekel, okej. Kako pa vidva tudi tretirata, ne, pa to sem jaz dal kot darilo, ne. Sem rekel, okej. Sem rekel, ampak ti veš, darilo je najslabše, ne. Ja, ker je davek visok. Ja, ampak tudi če ni davka, ker ima pač med zakoncema ni davkov, ne. Je on, sem tako rekel, veš, davek je najslabši iz tega razloga, ne. Ker tako me vprašal, zakaj pa, ne, sem rekel, darilo, ne, se po zakonu lahko prekliče zaradi stiske, zaradi hude nehvaležnosti, pa recimo pozneje rojenih otrok. To so čez zakonski razlogi za preklic darila, ne. Potem
imaš drug problem upnike. Recimo upniki lahko vedno izpodbijajo darilo, če so recimo obstajali neki upniki ali pa bodo nastali. Potem ko imaš pa še drug problem, če so te kriptovalute skupno premoženje, ker v praksi se tako dogaja, da ponavadi eden se s tem ukvarjal, seveda denar sta pa vlagala noter tisti, ki sta ga skupaj ustvarila, vsak svojih prihodkov. In to je skupno premoženje. Zdaj seveda ti ne moreš podariti skupnega premoženja, ga moraš urediti, ga moraš razdeliti. In tudi za delitev skupnega premoženja je spet oblika pogodba, pa oblika notarski zapis, pa tako naprej. In zato smo kar nekaj, bom rekel, posel glede tega že naredil. In v teh sporazumih je, bom rekel, zelo enostaven. Pač naredi se sporazum, kjer se ugotovi obseg premoženja, pa deleži, pa pač način delitve, pa se potem prenese na denarnice. In največji, bom rekel, očitek tukaj je bil, tudi ko sem pisal članke, so tako rekli, ja, to boste zdaj odvetniki, ti je private key je dubal, pa boste pol do tega dostopali, ali pa bo not kje napisan. Ni treba, sam. Ja, točno tako, sem rekel, da pač res me izogib vsakega dvoma, sem povedal, da se v sporazum ne vpisuje private key. Ne, ampak pač public naslov denarnice. Ja, pač adreso daš noter, naslov. To, kar je itak na blockchainu odprto, pa vsak lahko pogleda. Tako. Mi smo recimo celo tako, na nekaterih primerih sem dal noter to adreso, kam se nakaže. Vedno sem pa probal sklepati te sporazume na način, da se je itak tako izvršil. Se pravi, takrat, ko smo mi podpisovali sporazum, se je naredil prenakaziv na drugo denarnico, drug zakonec je potrdil, imam na svoji denarnici, smo kar noter sporazum napisali, da se oba strinjata, da je bil pač transakcija izvedena, da je prejela in tako naprej. Niti ne rabite sploh naslova denarnice. Ja, tako da imamo v bistvu res, bom rekel, takoj izveden, ker tu je pa bistvena prednost tega blockchaina. Tam se res, bom rekel, mogoče še tako za zanimivost, sklepali smo tudi neke sodne poravnave in so bili recimo plačila izvedena na sodišču. Pač odpreš računalnik, napišemo sodno poravnavo, bilo je plačano in zaključimo. In ne rabimo sklepati recimo nekih dogovorov. S kriptovaluto, ja. Super, se pravi se da. Da. In sem bil tudi presenečen, da smo v obeh primerih, ko smo to delali na sodišču, bom rekel, starejše sodnice, ampak so bile obe dosti odprte in razumljive in so rekli, pač, če vi veste, kaj delate, če vi nakažete, pa da drug potrdi, da je prejel, pa pač mi lahko zapišemo, da se rekel, se to bomo naredili. Tako da smo res tako izvedeli in to je bistvena prednost, ker recimo mi delamo pogodbe ali pa sodne poravnave tako, nekdo mora nekomu nekaj plačati v roku, 30 dni, pa ne plača, imamo pa izvršbo. Zdaj, kako boš šel ti v kripto na izvršbo, je tak misija nemogoče, ne? Nemogoče. Razen, da bi ga recimo prisilil z nekimi nedenarnimi obveznosti, da mora to narediti, pa mu daš denarno kazen, da če ne bo to plačal, ampak to je spet, bom rekel, ni učinkovitno. In glih zato, ker se to lahko naredi just in time, sem rekel, lejte, vi odprete računalnik, nakažete, naš bo pogledal, čez minuto bo rekel, ima na računu, zdaj sem malo v denarnici in zapišemo in zadeva zaključena. In dejansko tako deluje, bom rekel, in gre zelo tekoče. Se pravi tu... Kar se pa tiče, mogoče še glede zakoncev, ne pa partnerjev. Mislim, zakaj sem sploh začel bolj poudarjati te stvari. Eno je bilo to, da smo se recimo pravniki nismo strinjali, pametne pogodbe, navadne pogodbe pa tako naprej. Drugo sem pa opazil v praksi, da v bistvu sploh, kadar je bil zdaj, da smo spet mečkano v recesiji, rečemo, ampak takrat, ko so kriptovalute bistveno zrasle v nekem trenutku, so hoteli imeti partnerji pač v posesti določen del, pa z njim razpolagati, kar je seveda logičen. Potem drug razlog je bil, da jih je bilo relativno strah, da se bodo kar zgubili ali pa da ne bodo nikoli dobili ali pa neko stisko so imeli. In pa mogoče je bilo to, da eden je znal recimo vse delati s kripto, drug partner pa nič. Se v bistvu drug hotel naučiti. Plus pač verjetno so imeli tudi nek strah, če se pa razvežete ali pa če pride do ločitve, bo pa spet lahko si prenese, pa eno ostane brez vsega. To se dogaja. In potem pač v teh odnosih nastanejo napetosti. In so nekako sem zaznal takrat, sploh ko so bili, bom rekel, na nekem ATH-ju vsi te kovanci, so začeli kar ljudje malo živčni ratati in da idemo
dajmo hitro prenesti, pa dajmo to imeti vsak na svoj denarnici in tako naprej. Plus, zdaj, ko imamo pa recimo predlog za fizične osebe, ne, je pa mogoče ta prednost, če so kriptovalute na obeh zakoncih razdeljene v tem, da pač manj davka plačajo. Ne. Se pravi, mi imamo zdaj predlog, da je davčna olajšava 10.000, ne. 10.000, se pravi, do 10.000 se ne plača davka. Se ne plača davka. Okay. Za Zdaj fizične. pa, če imamo na fizično osebo, ja. Če imamo Okay. pa recimo zdaj 2 osebe, ne, je pa to že 20.000 recimo. Ne. Aha, Pa tudi, če gledamo kot skupno gospodinjstvo, ne, ima pa vsak svoje, je skupno premoženje, če se vsak unovči svoj del, ima to v bistvu 20.000 lahko na leto neobdavčene unovčitve. To je spravno še v predlogu, to še ni sprejet. Ne. Kako se to preverja? Kako to sploh? To v bistvu se moraš sam prijaviti. To verjetno ne more nihče tega preveriti. Ne? Zdaj lahko rečemo tako, no, ker to je časovno zelo občutljiva tema, ne, ta obdavčitev, ker trenutno je tako, da ni nič obdavčen, lahko bomo pa čez 2 meseca imeli obdavčitev. Pa spet tista, ki je bil prvi predlog, bom rekel, pol leta nazaj je drugačen, kot tiska trenutno velja. Bomo mogli update narediti. Ja. In trenutno je predlog tak, ja. Imamo pač predlog zakona o obdavčitvi pač kriptovalut, kjer se davek plača samo ob unovčenju kriptovalut. Ne. Se pravi, takrat, kadar se jih unovči, zavezanec je pa fizična oseba. To zdaj govoriva, bom rekel, samo kar se tiče fizičnih oseb. Ne. Trenutno fizične osebe ne plačujejo davka na unovčenje kriptovalut, če bo bil zakon sprejet, bo pa tako veljal, kakor bova zdaj približno orisala, sem toliko za občutek, da bodo vedeli, kaj jih čaka. Ne. Zdaj mogoče, če štartamo tako. Unovčenje, ne. Zakon določa, da unovčenje pomeni menjava kriptovalut v fiat, ko je pač izvedeno nakazilo, bom rekel, temu zavezancu za davek, ne, ali kako drugače dano njemu na razpolago. To je eno, se pravi, menjava kriptovalut v fiat. Drugo je pa uporaba teh kriptovalut, se pravi, to so pa tisto, kar sem prej rekla, s kartico. Ne. S kartico, recimo, ja. S kartico, recimo, ja. Se pravi, vsaka taka, bom rekel, unovčitev se bo obdavčila. Zdaj pa tukaj imamo problem, recimo zdaj sploh v tem zadnjem času, ko sva recimo imela ta problem s tem stablecoini, ne, je zelo velik, saj pač, kar sem jaz zaznal, veliko ljudi stablecoine pretvarjajo v fiat, ne. Se pravi, v evre, v dolarje. In zdaj je vprašanje, ne, če bi ta zakon veljal, kaj to pomeni? Če mi na menjalnici zamenjamo recimo kriptovaluto v fiat, ne, in potem s fiatom naprej kupujemo druge kriptovalute, ali pa pustimo recimo v fiatu, ne, ali to že pomeni, da gre za unovčenje ali ne, ne. Ali je unovčenje samo tisto, kar pride recimo na bančni račun, ne, ker imamo zdaj kar enih odprtih vprašanj. Ja, ko včasih recimo ne moraš, ker jaz sem morala, če sem hotela iz ene kripto v druge priti na Kraken borzi, sem morala iti v dolar, pa pol iz dolarja, ker drugače nisem mogla kupiti druge kripto, ne. Ampak to se vse znotraj Krakena dogajalo, v bistvu ne gre nič ven, ne. Znotraj banke. Vse znotraj menjalnice, ja. In jaz mislim, da to ne bi smelo biti podvrženo obdavčitvi, ampak glede tega lahko nastane, pač bom rekel, neko vprašanje, ki ni še čisto razjasnjeno, ne. Se pravi, to menjava kriptovalut v fiat je pač ena unovčitev, druga je pa pač nakup blaga, ne, storitev drugega premoženja in tako naprej. To je pa v bistvu, bom rekel, tukaj spet vprašanje mogoče dvojne obdavčitve, če vi nekaj kupite, recimo od firme, kjer je že tak DDV zavezanec, se pravi, bi plačali DDV na računu, pa še ta davek na unovčenje kriptovalut. Ja, tako da je to spet tako, bom rekel, malo stvar debate pa polemik, ne. Je pa res, da ima pa zakon noter neko določbo, ki pa pravi, da se pa ne obdavči, ne, po tem zakonu, če se kupuje kapital, če se v bistvu kriptovalute zamenjajo za kapital, kot je opredeljen v zakonu o dohodnini. To pa gre za nepremičnine, vrednostne papirje pa deleže v družbi. Ne. Recimo, če bi nekdo nepremičnino kupil z kriptovaluto, potem ne bi zapadel pod ta davek. Ne. Če kupaš pa žemljico, pa padeš pod ta davek. Pa padeš pod ta davek. Tako da je pač, ja, da je taka ureditev, mislim, to je trenutno v predlogu, ne, zdaj kakšno bo na koncu, lahko samo ugibamo.
Je pa res, da ima pa zakon pač davčno oprostitev do zneska v višini 10.000 evrov. Se pravi, vse, kar si izplačate v višini 10.000 evrov na letni ravni, ne bo obdavčen. Potem pa, če mogoče sem poveva, kakšen je pa ta izračun recimo davka. Okay. Je pa tako, da v bistvu od novčnega zneska se plača nekje 4,5% davka. Zato, ker je zakon tako narejen, da se pravi najprej od novčnega zneska odšteje 10.000 evrov. 10.000, ja. Pridemo do pač davčne osnove in tista davčna osnova se potem upošteva še 50% nekih stroškov, tako da se še prepolovi. In od tistega prepolovljenega zneska se potem plača 10%. Ampak če bi tu še zdaj nazaj računati, bi v bistvu prišli na 4,5% od celotnega vnovčenega zneska. Ja, se pravi, če bi imeli, recimo plastičen primer, če imamo 100.000 evrov, imamo davčno olajšave 10.000, se pravi, pridemo 90.000. Ja. Potem teh 90.000 delimo na pol, ker je 50% nekih priznanih stroškov, imamo 45.000 in teh 45.000 je obdavčenih z 10%. To je pa, se pravi, 4.500 evrov, kar je na celoten znesek 4% pa pol, recimo. Tako da je nek tak plastičen primer, ampak se pravi, kje bo treba iti gledati, kakšno bo končni zakon, če bo. Pa potem pač se mi zdi, da te olajšave, mogoče če poveva sem glede te olajšave, zdaj 10.000, v prvotnem predlogu je bilo 15.000, tako da lahko pride še do sprememb. A to se pravi, to se obravnava, se kaj dogaja ali ne zdaj v vladi? Trenutno je pač predlog pripravljen. Zdaj ali bo sprejet ali ne bo sprejet, je pa stvar pa zakonodajnega postopka. Zdaj, predlog je pripravila sicer prejšnja vlada, zdaj imamo pač novo vlado, zdaj bo ta predlog sprejela ali ga ne bo, bomo videli pač kaj. Prav, to bo še trajalo, lahko pričakujemo. Ja, jaz mislim, da ne bo z danes na jutri to sprejet. Sploh zato, ker je tudi strani, bom rekel, davčnih svetovalcev, ki se seveda bolj podrobno ukvarjajo s tem, pa bolj podrobno poznajo materijo samih davkov. Ta zakon bil kar deležen kar enih kritik, predvsem zato, ker ni jasen, je to davek na kapitalski dobiček ali je to davek na transakcijo. Transakcijski davek, ker v bistvu po eni strani hočejo obdavčati nek kapital, ki se ga ustvari. Po drugi strani so pa rekli, ja, novčanje boste plačali, ne vem, 10%. Eno vprašanje manjka, v bistvu spremljam, zdaj to ni samo v Sloveniji, v bistvu tako bolj globalno, da pač države, zdaj slišamo teh, ki imajo večje zneske, da recimo, če trgujejo s kriptovalutami, se pravi, da spada nekako, če jaz to prav razumem, kapitalski dobiček, se pravi, če dnevno, mesečno trgujejo, da je to obdavčeno, če pa ne, če si spravaš za pokojnino za 10-15 let, pa to ni obdavčeno. Kako je s tem? Ja, zdaj, bom rekel, pri nas je tako, bom rekel, zaenkrat ločimo, a pa mogoče, če začnemo čisto na začetku, se pravi, imamo recimo dva stališča. Eno je, imamo slovenske računovodske standarde, pa imamo te mednarodne standarde računovodskega poročanja, kar se tiče pravnih oseb. Kar se tiče fizičnih oseb, imamo pa trenutno zdaj tako situacijo, da če nekdo opravlja dejavnost, ki se šteje, da opravlja dejavnost trgovanja kriptovalut, je obdavčen pač po nekem pravilu, Če pa to fizična oseba, ki v bistvu kupuje za neko dolgoročno naložbo, pa zapade pač v ta pravila, ki jih je FURS 2018 napisal, in sicer, da ne sme biti, ne vem, več kot 1000 transakcij na letno, več kot 100 trgovalnih dni in tako naprej. Se pravi, neke smernice je FURS dal, ki je rekel, kdaj se šteje, da recimo fizična oseba kupuje kriptovalute z namenom dolgoročne investicije, kdaj se pa šteje, da gre za trgovanje. In ni tukaj tudi še dokončno določenega nič, ker trenutno imamo situacijo, da veljajo ta pravila z 2018 in se presoja, če bi nekdo veliko trgoval, da lahko zapade v to dejavnost. Če pa nekdo manj trguje, pa je izven tistih parametrov, ki jih je FURS predvidel,
potem pa ne bo obdavčen in se bo štel, kot da je to pač njegova dolgoročna naložba. Naložba. V bistvu, ker to je dejansko je kripto neke vrste zasebni hedge fund. Pač ljudje ne vlagajo v te, ko bi rekla, centralizirane, organizirane hedge, pač te organizacije, ampak sami vlagajo. Tako da nisem vedela, kako to zdaj naša država tudi Mislim, jemlje. mogoče lahko poveva, ne, če bi recimo delila zdaj podjetja pa fizične osebe. Ne. Ali lahko sam vprašam, kam SP spada? SP, med fizično ali med podjetja? SP je pravna, mislim, SP je fizična oseba, ki na trgu opravlja dejavnost in se smatra isto kot družba z omejeno odgovornostjo oziroma kot gospodarska družba. Okay. Tako da se ga tretira na isti način. In zato imamo, se pravi, na eni strani imamo, bomo rekel, pravno organizirane oblike, to so družba z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik in te. Na drugi strani imamo pa fizično osebo, ki lahko vlaga samo za sebe na dolgi rok, lahko pa trguje in ima riziko, da ga recimo FURS obravnava kot pač osebo, ki opravlja dejavnost na trgu. Enako kot recimo samostojnega podjetnika. Ne. Okay. In zdaj recimo, če bi se delila na ene in druge, recimo, če greva najprej samo pravne osebe, ker zdaj v zadnjem času tudi opažam, da je veliko podjetnikov, ki vlaga v kripto s svojo družbo ali pa kot samostojni podjetnik, ne, ali pa kupuje recimo zelo veliko ljudi denarne rezerve v podjetju pretvori recimo v Bitcoin ali pa Ethereum recimo s tem namenom, ker rečemo Bitcoin, Ethereum sta, če gledava pač po stabilnosti, še vedno najmanj volatilna oziroma najbolj stabilna, še vedno nihata, ampak ne to kot recimo ostali manjši kovanci. Ja. In tukaj pri podjetjih imamo, kot sem prej rekel, nekako dva izhodišča, se pravi, imamo slovenske računovodske standarde, pa imamo pač te mednarodne. Zdaj nekako podjetje se mora najprej odločiti, katere bo uporabljal. Ker tiste, ki se odloči, jih mora potem tudi naprej uporabljati, ne more kar spreminjati. Pričemer je po slovenskih drugačna opredelitev teh kriptovalut, kot po mednarodnih. Zdaj, slovenski računovodski standardi recimo kriptovalute obravnava kot finančno naložbo. In se pravi, imamo v bilanci potem to kriptovalute opredeljene kot finančno naložbo, potem pa si lahko izberemo dva načina vrednotenja te naložbe. Sicer ena je po nabavni vrednosti, ena je pa po pošteni vrednosti. In zdaj nabavna vrednost poenostavljeno pomeni, ko mi kupimo kriptovaluto, ima neko vrednost recimo, in ko jo prodamo, potem pogledamo, ali smo s tem ustvarjali dobiček ali izgubo in prikažemo kot dobiček ali izgubo. Okay. Pri pošteni vrednosti bi mogli pa v bistvu vsak let, ko se dela konec leta bilanco, pač pogledati tečaj in potem narediti pač izravnavo, se pravi, ali izgubo ali pa pač prihodek, če bi to upoštevali. Ampak zdaj najbolj enostaven bi bilo, pa to, kar sva recimo s kolegico iz vizije računovodcev takrat študirala, bi bilo to obravnavati po nabavni vrednosti. Ne. Se pravi, kupimo po neki vrednosti, prodamo po drugi vrednosti, ali dobiček ali izguba, se šteje prihodek ali pa pač izguba. Ne. Tako. In je to najbolj enostaven. Zdaj po teh mednarodnih pravilih se pa to ovrednoti kot zaloge ali pa kot neopredmetena sredstva. Malo drugače oni ovrednotijo to. Tako da mislim, so neke razlike, čisto računovodske, ampak to je že tako podroben, da recimo tisto podjetje ali pa sem to podjetnik, ki vlaga na ta način, mu svetujem, da se v vsakem primeru pač dobi računovodstvo in gre recimo z njim skozi in tudi ugotovita, kaj je za njega recimo najboljše. Tako da recimo pač je treba vedno malo, bom rekel, čisto individualno pristopiti k vsakemu posamezniku, ker je tudi odvisen, recimo nekdo, bom rekel tako, nekdo je kupil kriptovalut recimo kot firma ali pa kot gospodarska družba, kot podjetnik, kot samostojni podjetnik, z namenom, da ima to v rezervah. Tam pa njemu je pač zadeva jasna. Pač on jih ima, po neki vrednosti je kupil, ko jih bo enkrat unovčil, bo pa videl, ali je to plus ali minus.
Nekdo recimo jih kupi zato, da potem z njim trguje ali pa ne vem, da plačuje neke stvari, ne, imamo spet drugačno obravnavo. Ne. In zato recimo, če bi pogooglali, imate, mislim, da se reče davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami, to je v bistvu nek dokument, ki ga je FURS pripravil. In v tistem dokumentu potem točno piše, kako se posameznike obravnava. In da, če recimo sam v grobem razdeliva, imamo recimo fizično osebo, ki upravlja dejavnost, ne. To je pač nekdo, ki upravi, bom rekel, določeno število transakcij, določeno število trgovalnih dni, da ima neko, bom rekel, večjo vrednost profila in tako naprej in zapade pod ta pravila, se šteje, kot da upravlja dejavnost in je potem obdavčen v skladu z zakonom o dohodnini. Ne. Se pravi, ga čisto zapade pod obdavčitev. Potem imamo recimo zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. To so recimo podjetja, ki recimo posedujejo neke kriptovaluto, ne, in morajo izkazati v bistvu to kot neko naložbo, ali finančno naložbo, ali neko zaloge, in potem, kot sem prej govorila, imajo pač dve možnosti vrednotenja, pa po nabavni pošteni vrednosti. Ne. To recimo, tega je po moje v praksi zdaj največ. No. Vsaj, kolikor spremljam podjetnike, največ jih kupi to z neko finančno naložbo z nekim namenom hranjenja, ne, bodočega donosa kot neke rezerve, ne, ker ima recimo viška denarja v podjetju in ga potem naložijo v kriptovaluto in potem to pri njih ostane. Tako da to je recimo ena od možnosti. Potem imamo pa recimo zakon o davku na dodano vrednost, se pravi DDV, kjer je pa en kup enih specifik, ampak mogoče, če samo to glavne izpostavlja, ne, menjava, bom rekel, kriptovalut, ne, za drugo, recimo običajno valuto fiat, ne, je oproščen plačila DDV. Tudi rudarjenje je recimo načeloma ni podvrženo plačilu DDV, zato ker nimamo pač nekih strank, da bi ena stranka naredila storitev druge, ampak imamo v bistvu mrežo blockchaina, kjer se pač dobi nagrada v obliki kriptovalute. Ne. Potem imamo recimo menjalne platforme, se pravi Binance ali pa Kraken ali pa nekaj, se pravi te platforme, ker seveda, ja, tam recimo je podvržen DDV recimo storitve njihove, ne pa sama menjava med kriptovalutami. In tudi denarnice, recimo, ki imamo v nekaj denarnicah, so tudi oproščene plačila DDV. To so že zdaj recimo neke zakonske izjeme, ki je tudi FURS rekel, da v bistvu vse te izjeme, se pravi denarnice, platforme, rudarjenje, menjave, te, kar se dogajajo, ni tu podvrženo DDV-ju. Seveda drugače pa je, če bi bila to neka storitev, pa bi bilo to plačano v kriptovaluti, tam pa imamo seveda pač neko... To pomeni, da, ne vem, pač nekaj delaš, ne vem, pač narediš mizo, pa jo prodaš ali kako. Ali pa, ne vem, prideš nekam popraviti pipo in računaš v bitcoinu, to se pravi, se plača. Tako. To je v bistvu, bom rekel, v teh primerih je bitcoin recimo nadomestek evra ali pa neke običajne valute, ne? In se pač takrat, ko se popravi ta transakcija, ne bi mogel v bistvu, recimo, če imamo nekega mizarja, ki proda neko mizo ali pa neko omaro, pa dobi plačilo v bitcoinu, bi mogel takrat, ko dobi plačilo, pretvoriti to plačilo v bitcoinu v evrsko vrednost in zavesti v računovodsko zavesti evrsko vrednost. Ne? Ampak plačati moraš pa v evrih, ne v bitcoinu. Ne, lahko se v bitcoinih plača. Lahko. Wow. Lahko se plača v bitcoinih, samo potem recimo ta, ki dobi plačilo, mora potem to zavesti kot prihodek v evrih. Davek državi. Državi ne moreš plačati v bitcoinu. Ja, državi bo pa seveda plačal v evru. Prodajalec v evru, ja, ne more on. Okay. Ne more on plačati državi. Zaenkrat še ne. Ker zakonito plačilno sredstvo v Sloveniji je evro. Ne? Ja. Imamo zakon o evru, ne, in je pač zakonito plačilno sredstvo je evro in v tem evru se v bistvu plačujejo vse transakcije uradne. Seveda zdaj fizične osebe ali pa določene pravne med sabo plačujejo tudi v kriptovalutah kot nadomestek evra. Ne? Ampak to je stvar spet sprejema pač stranke. Se pravi, stranke to sprejemajo.
Ja, tako. Kaj pa, če v bistvu dobivaš plačo v bitcoinu, ker to ni redko? To je tudi možno, ampak vedno je treba, se pravi, po trenutni ureditvi, vse te prihodke na trenutek prejema pretvoriti v evre. Ne? Se pravi, če jaz dobim plačo v bitcoinu, ga moram dati v evro, ali kako? Ja. Mislim, da bi mogel dati v Meni se evre. to ne zdi smiselno. Ja, ni smiselno, ampak drugače se ne da voditi, bom rekel, pač davčne zakonodaje oziroma dohodnine in bilanc in ostalih zadev. Ker imamo še vedno pač... Kako to sploh gre? Recimo si zaposlen v enem podjetju in ti plača v bitcoinu. Kako pa podjetje to, se pravi, kaj je treba neke obrazce izpolniti pa poslati državi? Kako to? Oni to... Oni bodo vedno izpolnjevali v evrih, ne? Zato, ker je to zakonito plačilno sredstvo in bodo rekli, ne vem, plača je, če karakiram, 2000 evrov, ki bo izplačana v protivrednosti, ne vem, kot bitcoina. Ja. In tudi vsi obrazci, ti obrazci, ki se dajo za, ne vem, plačilo prispevkov, davkov, to bo šlo v evrih in tudi plača bo mogla biti v evrih, ne? Državi. Ja, državi. Posamezniku bi pa lahko bilo plačano recimo v bitcoinu. Ja. Okay. Tako da je pa recimo, bom rekel, ni to tukaj še razširjen, bolj ne so razširjene te, bom rekel, neke podjemne pogodbe ali pa neke druge oblike pogodb, na podlagi katerih se pač dobijo potem bitcoini. Se pravi, ali gre za neke projekte, ki se delajo in se potem tam dogovorijo, da se financira delo, ne vem, z Ethereumom ali pa z bitcoinom ali pa tako naprej. Ki pa seveda spet potem vprašanje, ali je to neko honorarni prihodek ali je to neko podjemna pogodba in je spet treba pri napovedi preko dohodnine spet na nek način to vrednotiti. To je vsekakor prihodek posameznika. Zdaj, kaj to predstavlja naproti državi, ne? Je pa seveda spet stvar prijave pač teh prihodkov in seveda opredelitev pravno, kaj so te prihodki in potem seveda tudi višino določiti. Zdaj, višina se pa določi ponavadi na trenutek prejema kriptovalute na način, da se pretvori v evre. Zdaj v bistvu dosti vprašanj imamo od ljudi, ki vlagajo v Hex. Hex je certificiran depozit, popolnoma isto kot na banki, vendar pač to je zadnji algoritem in vlagaš sam dobesedno, ne? In se vlaga pač od enega dneva do približno malo več kot 15 let, pa me zanima, kako to država gleda. Zdaj prav glede Hexa, bom rekel, nisem zasledil še nobenega stališča. Tako da bi prav, mislim, tako da bi prav uradno vedel, kakšno stališče, da ga ne malo Furs ali kdorkoli zavzel, pač meni ni poznan, ne. Vem pa, da so bili nazadnje za te stakinge, ne. To je bilo dosti časa, se pravi, mogoče tako štartava, da poveva, da je en kup teh produktov na blockchainu, ki se skozi razbijajo, pa ne vem, kaj je bil farming, je bil pa staking, pa ne vem, zdaj Hex, pa kar enih stvari. Bom rekel, zakonodaja temu itak ne more slediti, Furs pa tudi ne more temu slediti oziroma noče dajati neka pojasnila, zato ker je to do neke mere, bom rekel, nejasno, pa bom rekel, neopredeljeno, kako to sploh definirati, ne. In vem, da recimo se pojavlja neka mnenja Fursa, da recimo staking predstavlja kot nek drug prihodek, ne. Se pravi, to ni recimo tako kot recimo obresti recimo od denarja, ker imamo pač opredeljeno, ne, ampak je to kot nek drug prihodek, ki bi ga mogel v bistvu fizična oseba vsak mesec, mislim, da vsakih 30 dni, oziroma 30 dni, ko ga prejme, priglasiti Furs, ne, kar vemo, da je
v praksi blockchaina nemogoče. Ne? Nemogoče, če imaš za 15 let stakano, tudi dokler ne odkleneš pogodbe, ne veš, koliko si dobil. Tako. Ja. In to je v bistvu tako, da bi načeloma pač takrat, ko dobiš te prilive, mogel prijaviti. Zdaj pa v praksi, jaz ne vem, kolikor imam informacijo, niti FURS tega ne preverja, niti ljudje ne vem, to sploh prijavljajo, ker to je v bistvu še zmer neko polje, ki je dosti neraziskano, poleg tega pa ima, bom rekel, na eni strani FURS to problem tega, to preverjati, ne? Da sploh ve, da to dejansko nekaj obstaja. Po drugi strani pa imajo ljudje pač s tem stakingom, bom rekel, dosti telovadjo, ker to gre, se pravi, dostikrat imajo staking, pa potem to prenesejo v neko drugo valuto ali pa se prepišejo neki valuti, pa s to valuto spet drugam dajo in je lahko včasih nemogoče temu slediti. Ne? Ja, tudi v bistvu, če je decentralizirano, se ne da slediti, v bistvu, ker ni, ne, ker če je pa centralizirano, naprimer na Krakenu ali pa Binance, se pa da, ne, tam je zadnji, v bistvu vsak teden, recimo na Krakenu imam jaz neki malenkosti, vsak teden dejansko dobiš tudi spisek, ne. In to se pa da slediti, recimo, ne, in tudi mislim, da Kraken mora poročati, davkariji, mislim, da ja. Zdaj, glede tega poročanja nisem prepričan, ali je to že poročajo ali ne poročajo. V praksi verjetno ne. V praksi, mislim, to je tako, kot recimo tiste banke, ki so bile, ne vem, Revolut, pa ne vem, kjer so bile. Zdaj sicer večina jih že poroča, ampak prej niso imele, bom rekel, nekih obveznosti, kot so bile, rečemo, virtualne banke, ne. Zdaj so te ratele bolj kot ne dejansko prave banke in jih zavezujejo pač neka poročanja. Ne. In isto zdaj v tej fazi, se pravi, imamo mi neke menjalnice, ki imajo, ja, pa mogoče res Kraken najbolj plastičen primer, damo neki staking in točno vidimo procente, koliko je pa, kakšen znesek je prišel z tega stakinga. Ne. Tako da tukaj recimo bi še šlo, če pa to nekaj decentraliziram, pa se lahko niti ne da ugotoviti ali pa niti ne videti, ampak se lahko. To ni variante. Ja. Tako da tukaj je en kup enih še nerešenih vprašanj, bom rekel, čisto pravno oziroma davčno, kako bo do te kontrole oziroma nadzora lahko prihajalo in kako ljudje sploh to poročajo oziroma kako lahko sploh prikažejo te stvari. Ok, zdaj meni je vprašanj zmanjkalo, a sva še kaj takega morala povedati, ker jaz ne znam vprašati ali pa ne vem sploh, recimo. Ne, se mislim, da smo v grobem obdelala, zdaj mogoče, če narediva nek kratek povzetek, ne, a pa mogoče, da razdeliva tematike, ne, ker tukaj sva zdaj mi probala zajeti en kup enih vprašanj, pa bi mogoče razdelila, najprej imamo pravne osebe pa fizične osebe, ne. Za pravne osebe imamo, se pravi, vprašanje računovodenja, tudi tisto, kar sva prej rekla, se pravi, imamo neke standarde, imamo neka pravila, imamo način vrednotenja teh kriptovalut v firmah, ne. Potem imamo vprašanje pri pravnih osebah, kako se to obdavči, ne, ali je to kot prihodek ali je to kot izguba in se tam obdavči po tistih pravilih. In pa potem imamo recimo DDV, kjer je ponavadi pač spet vprašanje, na kakšen način se ga plačuje. In pa seveda osebe, ki upravljajo, recimo fizične osebe, ki upravljajo dejavnost trgovanja s kriptovalutam, ki so spet zapadejo pod vprašanje obdavčitve. Drugi strani imamo pa recimo fizične osebe, ki pa zaenkrat lahko prosto trgujejo oziroma prosto izplačujejo kriptovalute, pri čemer ne smejo preseči tistega okvirja, ki ga je dal FURS v pravnem mnenju 2018, se pravi, da preseže toliko pa toliko transakcij, toliko pa toliko trgovalnih dni in tako naprej, ne, da ne zapadejo pod dejavnost. In v tem primeru trenutno niso obdavčeni. Imamo pa predlog za fizične osebe, da bi bili pač obdavčeni, tako kot sva ga pač prej povedala, ne. Trenutno je nekje na unovčene kriptovalute 4,5% predvidene obdavčitve, ne. Je pa res za vprašanje, če bo zakon sprejet. To se pravi, kar se tiče računovodenja po obdavčitve, potem imamo pa še vprašanje pač pravne ureditve, ne, se pravi prenose kriptovalut med osebami, ne, pa predvsem med partnerjema pa zakoncema, kjer je pa treba pač biti pozoren na to, da se sklepajo recimo res neki pravni posli izven teh samih prenosov, bom rekel, med denarnicami. Tako da to je, bi rekel, recimo nek
cela slika. Nek tak okvir, ki sva ga zajela, zdaj pa, če ga dava zdaj malo v zaenkrat to predalčke. tako, zaenkrat to Točno tako, ja. velja. Se pravi, dokler ne bomo drugega videa naredili. Tako. Ko se Tako da rečeva, lahko fizične osebe ne rabijo skrbeti trenutno, če ne trgujejo preveč, če so neki dolgoročni vlagatelji, hodlerji, tako da dejansko držijo valute. Ne bodo pozorni, če bo recimo v medijih zasledeno, da je bil sprejet zakon. Za pravne osebe pa pač najbolj, da si dobijo neko računovodstvo, ki pač obvlada te stvari. Jaz, kot sem rekel prej, jaz to vizijo računovodstva smo skupaj delali in oni nekako razumejo, tako da si v bistvu uredijo res od primera do primera, kaj je za njih najbolj optimalno, kakšen način, bom rekel, računovodenja teh kriptovalut. No, super. Super. Ok, potem pa najlepša hvala za tole, da smo razčistili, da ne bomo ugibali, ker smo tam po chatu vse živo ugibali. Pa vidim, da smo 3/4 falili, šli mem. V bistvu, tako da res super, da ste nam pomagali. Pa se priporočam še za naprej, kadar bojo kakšne spremembe, da se takole slišva, pa dava kakšne informacije, pač. In za ostale, ne pozabiti lajkati, šerati te zadeve. Spodaj v opisu bojo vsi podatki, poglejte si jih za vas, ali pa če še kdo drug, ki rabi te stvari, pač dajte posredovati. To je to. Najlepša hvala. Hvala vam. Pa dobro se imejte. Lep pozdrav. Enako. Nasvidenje.